Kako videl život? Ja. Kar. A ja, ne, pa se ne samo. Lepo pozdravljeni še na predstavitvi knjige. To je, kako bi rekla, prvi Matjažev filozofski otrok, a ne? Da se lahko tako reče. Torej, filozofski prvenec, ki je nastal na podlagi njegove doktorske dizertacije, ki zdaj čaka na zagovor, filozofske doktorske dizertacije. Verjamem, da tukaj večina poznate že Matjaža, zato ga ne bom predstavljala, kaj dela, kdo je. Bi pa prebrala, kaj je v predgovoru rekel mentor njegove doktorske dizertacije, dr. Borut Ošlaj. En delček iz tega bi prebrala. Hvala Bogu, da veci. Vstop v področje filozofije skozi psihoanalitična, psihoterapevtska in ekološko-naravoslovna vrata ocenjujem kot nedvomno dodano vrednost, ki jo Regovec z občuteno holistično naravnanostjo spretno in prepričljivo razgrinja iz poglavja v poglavje. Šolskim filozofom pogosto primanjkuje poglobljenega razumevanja človeškosti človeka, predvsem pa konkretnih izkušenj glede kompleksnosti, pripadnosti in nenazadnje tudi protislovnosti meandrov njegove duše, brez katerih je nemogoče prepričljivo graditi vednost o tem, kaj in kako človek je. Avtorju dela Cogito Conjunctionis, temeljnih antropoloških znanj, ki so obogatena s konkretnimi izkušnjami z področja psihologije, psihoanalize, psihoterapije in tudi naravoslovja, ne primanjkuje. Človek je pri njem nedvomno izhodišče in cilj vseh razmislekov. Mar ni to tudi končni smoter vseh naših miselnih in praktičnih naporov? Hegel je nekje zapisal: filozofija, ki nima za svoj predmet človeka, je kot tempelj brez najsvetejšega. To se mi zdi dober uvod v najin pogovor. In zdaj bom kar dala isto vprašanje kot v sredo, ker se mi zdi to res bistveno pojasniti. Kaj te je prijelo, zakaj si začutil potrebo, da to svoje psihološko, psihoterapevtsko, psihoanalitično znanje nadgradiš s tem filozofskim delom? Dobro večer. Način, kako mi lahko opišemo nek temeljni proces, kako se človek v življenju razvija kot individuum, kako vzpostavlja svoj odnos s kolektivom, kako se povezuje z drugimi, kako se človek spreminja, kako zapada v krize, bolezni, kako se iz njih spet ven potegne, ne more biti psihološki. Torej, po 30 letih dela v psihoanalizi, torej vsakodnevnem praktično, profesionalnem delu za psihoterapevtske obravnave, psihoanalitske obravnave, psihoterapevtskem celjenju, sem prišel do tega, da pravzaprav je način, kako opisati ta celoten proces, da je nemogoče opisati s psihološkim jezikom. Torej, nekaj, na kar sem ves čas prisegel, tako rekoč, kot doktor psihologije, kot jungovski psihoanalitik, kot psihoterapevt, ves čas sem videl, da obstajajo neke omejitve, ampak nisem vedel, zakaj. In potem je zazvonil telefon in 2015 me je poklical Borut Škodlar in Jan Ciklenečki. Borut Škodlar je psihiater, Jan Ciklenečki filozof, ki sta hotela organizirati serijo predavanj na temo Rdeče knjige, ki je takrat išla v slovenskem jeziku. Torej, Slovenci smo tukaj dohiteli Evropo dosti hitro, torej Rdeča knjiga Karla Gustava Junga je išla 2009, bil sem tudi na predstavitvi takrat v Londonu, bilo je ravno takle čas, mogoče par tednov prej, ko je ta Rdeča knjiga prvič bila izdana hkrati v nemškem in angleškem jeziku,
Ampak, ko se to rdečo knjigo bere, a ne, se vidi, da tam je pa Jung šel preko meja psihologije in je bil dejansko tisto, kar je vse, a ne, tisto, kar vse človek je. Ker psihologija je samo ena od razsežnosti, a ne, človeka. Ker to je ravno prednost filozofije, a ne? V bistvu imamo filozofijo, filozofija se zna nekako potegniti malo ven iz tega sveta in stvari pogledati z druge perspektive. In to je po moje tisto, kar jo dela tako posebno. Ne? Ti imaš na katero koli področje lahko filozofski pogled, na biologijo, na kemijo, na karkoli, na jezik, na zgodovino. A ne? In to mislim, da so tisti temelji. No, ampak to ni nekaj, kar bi bilo izven pojmovanja življenja, vsakodnevnega življenja. Pravzaprav filozofija je to, kar vsak dan razmišljamo. In na ta način sem se želel lotiti tudi obravnave Jungove rdeče knjige, ker tudi Jungova rdeča knjiga je neka zbirka potovanja, analize sanj, aktivne imaginacije, skozi katero je Jung odkrival, a ne, neko drugačno, novo podobo Boga, a ne, ki pa se potem izkaže, to zdaj tukaj znotraj sicer ni, a ne, to bo pol naslednji, kako je pravzaprav, a ne, ta knjiga je bila 100 let v družinskem sefu, torej oni smatrajo, da je to preveč napredno in je zaprl družinski sef. Potem je pa ustvarjal kot psiholog, kot psiholog. No in potem je to Jungova družina dopustila izdati po 100 letih, takšno je bilo tudi njegovo navodilo. In se izkaže, a ne, ko se primerja to njegovo podobo Boga v tem postmodernem času, a ne, da je popolnoma primerljiva z drugimi podobami Boga v filozofiji. A ne, tukaj je ena par filozofov, ki so tudi raziskovali podobo Boga, posamičnih, a ne, v 20. stoletju in začetku 21. Seveda, ko pa se ta analiza naredi, se vidi, da Jung jih krepko prekaša, ne zato, ker bi bila ta podoba Boga boljša, ampak enostavno, ker je veliko bolj kompletno to podobo Boga v besedu, kaj pomeni za novoveškega človeka, za modernega človeka danes, a ne, kaj pomeni podoba Boga in kaj pomeni zdaj krščanstvo ali pa islam v primerjavi s tem, kar danes moderni človek išče. No in zdaj seveda moramo na to knjigo, ne? Ja. No in hočem samo to povedati, zakaj je tako bi to nastal? Jaz, ko sem lotil te rdeče knjige, sem jo pač, ne vem, nekaj prebral in sem jo tudi odmevno predavanje v Cankarjevem domu, ki sta ga organizirala Škodlar in Ciglenečki. Tam je bilo 120 ljudi, tam je bilo tudi 5 profesorjev iz filozofske fakultete, ker sem pač še posebej ta moj bodoči mentor, ki sem ga potem prosil, če bi bil moj mentor, da to narediva, ker sem prečital njegove knjige in sem v filozofiji našel veliko bolj uporabne koncepte, daleč bolj v njegovi filozofiji, a ne, s pomočjo katerih se pa ta podoba Boga lahko opiše in je uporabna. A ne, in zaradi tega je potem vse to nastalo. In potem, ko sva šla z mentorjem, mentor se je držal za glavo in je rekel: Matjaž, prosim te, ali lahko pišeš knjigo, ti bom pomagal, prosim, pusti me. Ne delaj doktorske disertacije, ker bo nastal cel kažin. In potem, vem, da sva šla tam v Staro Ljubljano, to je bilo takole decembra, na eno medico. In ko sem rekel, biš kaj Bogot, jaz ne vem, mene kliče. Ja, rekel, razumem. In potem je hodil s pogledom usmerjenim v tla, čist počasi. In rekel, pojdiva. In sva počasi šla do avta in sem vedel, da ga je presodilo. In potem takrat si začelo ta študij. No, in ko si začel ta študij, sem jaz videl, da nimam orodja. In potem, da bi imel orodje, s pomočjo katerega bi jaz tako opisal to Jungovo podobo Boga v rdeči knjigi, sem pač razvijal ta kogito, a ne, v 4 razsežnosti. Ja. In tudi, da si to vse naštudiral, da si to lahko naredil, si ti v prvem delu knjige pravzaprav naredil pregled velikega dela zgodovine filozofije. Celotnega. Ja. Zato je v bistvu, nisem si zapomnila kdo, ampak nekdo je menda rekel, da to je tudi učbenik. Magdič, dr. Magdič je že mi pisal SMS, ne, ja. Učbenik. Prav to. Zdaj, zakaj, a ne, učenje štos, tega mojega podviga, štos mojega podviga je v tem, da
pravzaprav zagovarjam zgodovinskost ves čas. Torej, da za razliko od mogoče od večine pač ljudi, ki se ukvarjajo s filozofijo ali filozofov, se mi zdi vsak pogled na to, kako so filozofi gledali na človeka, svet in Boga, relevanten. In sem pravzaprav vsakega od teh pogledov umestil v vsako od teh 4 dimenzij. Ne gre za to, da recimo danes se veliko razpravlja, ali je imel Immanuel Kant prav, ali ni imel prav svojo teorijo čistega uma, ali ne. Ampak to za mene ni bilo pomembno, za mene je bilo pomembno to, da je njegova teorija pojmov, kaj pojem je, kaj pomeni rodovni karakter razuma, kaj pomeni transcendentalna enotnost čistega uma. Vse to je bila za mene osnova miselnega kodita, tako imenovanega miselnega kodita. To, kar je Brentano ugotovil glede psihičnega kodita, glede, on je pač napisal psihologija z empiričnega vidika na koncu 19. stoletja, potem so sledila Freud in Jung, ki sta bila pač kao izven filozofije, ampak vsak od njih imel po svoje prava. In pač v tej zbirki pravzaprav nalagamo eno na drugo njihove ugotovitve in če se zložijo na takšen način neizključevalni, pridobimo dejansko en učbenik, kako 4 razsežnosti človeške zaznave, delovanja in stvarjenja delujejo. Ne da bi potrebovali jih katerokoli od njih reči, ta je boljša, ona je boljša. Vsi, ki študiramo Junga in tukaj vas je kar nekaj, vemo, da brez Freuda ni Junga. In ravno tako, brez Brentana ni Freuda. Brez Aristotela, oprosti, ni Akvinskega. Brez Akvinskega spet ni Junga. Ker vsi temeljijo na teh koreninah, in če uberemo takšno pot, pridobimo neko možnost videnja celote, kako so se te 4 razsežnosti, torej miselna, psihična, intuitivna in telesna, v zgodovinskem kontekstu razvijale in kaj pomenijo za razumevanje teh 4 razsežnosti vsega, kar človek, kot je rekel že René Descartes, umeva, deluje, torej vseh kogitacij, procesira, kogitacije. To je vse, to ni samo dobro cogito ergo sum, ampak to ni samo, ta cogito je glagol, tako kot Google. Cogito ali Google, lahko si ga predstavljate kot en COVID, kot en COVID, ki nam je spremenil življenje, ta COVID, ta cogito je z novim vekom spremenil človekovo zavedanje. Kaj enkrat je gotovo, da človek sam od sebe, on sam odloča o tem, kdo je, kaj je Bog, kaj je človek, in kdo ali kaj je svet. Torej človek kar enkrat sam odloča. Torej ta zadeva ni več vnaprej napisana, kot je bila recimo v srednjem veku, v srednjeveškem metafizičnem modelu, bilo je naprej napisano v Bibliji, kaj je Bog, kaj se bo zgodilo, kako bo prišlo v drugi prihod in tako naprej, in kako je to Bog v 6 dneh ustvaril, ampak je zdaj naprej vse mogoče. Vsak je lahko predsednik, če je zdrav ali če je bolan, če je v Ameriki, če je v Sloveniji, če ima osebnostno motnjo v Ameriki ali če ima v Sloveniji, vsak je lahko predsednik. Vsak je lahko vrhovni cogito. In seveda to potem pomeni neke zelo pomembne posledice, tako za posameznika, kot za družbo v celoti. No, če se vrnemo, samo to bi želelo, ker so 4 razsežnosti, torej ta klasifikacija ni nova, ker je bila pač čas implicirana. Ni pa bilo nikjer tako pač zloženo skupaj. Intuicija... Se ni samo zložen, jaz bi popravila, že parkrat si rekel zložen, to je zintegriran. Zložiš lahko na kup kole stvari, kar nima veze drugega. Da je prepleteno na smiselen način, da je povezan. To mi je zanimivo, da si toliko raznih, ne samo mislecev, tudi področji strokovnih dal na kup. Kognitivna filozofija, biologija, znanost, filozofija, psihologija. In
in iz tega rata nekaj, kar res vodi do nekih zaključkov. A ne? Gojenje amariliса, Ja. peka potice. Ja. Ne, to so mogoče... Primeri ilustracij. Ja, ampak to je pomembno, recimo zaradi telesnega kogita, a ne? Kako nek telesen občutek določa, a bo neka potica se dobro umesila, a bo fila dobra, a bo testo dovolj veliko, a ne bo pretrdo in tako naprej. Ne? To se pravi, tukaj smo res na različnih področjih človekovega uma, človekovega telesnega občutka, človekovega psihičnega doživljanja in seveda človekove intuicije. Knjiga sem jo odprla ravno na poglavju telesni kogito. Recimo, če bi jaz to 20 let nazaj, ko sem študirala filozofijo, dobila to knjigo v roke, Cogito Conjunctionis, filozofska knjiga, in bi se mi tukaj odprlo telesni kogito. Meni bi kar zatrokiralo v glavi, ker kogito, telesni, to meni kot takratni mladi nadobudni filozofini ne bi šlo skupaj. In mi je neverjetno, koliko pozornosti si posvetil telesu na področju filozofije. To do zdaj telo je bilo nekako izrinjeno, ni se filozofija s telesom ukvarjala, z intuicijo, ja, s psiho tudi neki, z miselnim, z mišljenjem sploh veliko, ampak telo pa nekako je bila domena, ne vem, biologija, ne. No, ampak se je, pa sploh ne vemo. Ja, ampak ni se videlo na tak način, to si ti potegnil. To so bili britanski empiristi, ne. Potem so bili kontinentalna analitična filozofija, Wittgenstein, ki je govoril o stavkih, on je gledal stavke in je v njih iskal resnico, ampak stavke so produkti za mene in to tudi pač je Šlaj komentiral, da res zdaj že spodkopavam temeljne premise filozofije, jaz spodkopavam s tem, ko trdim, da so stavki, da je to telesni kogito. Zakaj je to telesni kogito? Ker stavke bodi si izgovorimo, bodi si jih napišemo, ampak v vsakem primeru to naredimo s telesom. Torej, miselni kogito, ki ima v glavi 5 različnih misli, kastrira 4, vzame eno in ta se koagulira skozi telesni kogito, skozi napisan stavek. Samo skozi en stavek, vse ostale misli pa odpadejo. Niso pa šle skozi, mogoče drugič prideš na vrsto. In zato je to telesni kogito. In če ga vzamemo kot telesni kogito, potem ga lahko seveda analiziramo na določen način. In ta telesni kogito je tudi obravnavala kognitivna znanost, ki je ugotovila, da pač telesni kogito nastaja zaradi stika človeka z okoljem. In v tem procesu se spremenita in človek in okolje. Na drugi strani pa je že 100 let zdaj od tega, ker je bilo temeljno ugotovitev kvantne mehanike, kvantne fizike, da ko se približa človekovo oko, ampak ne skozi šipco, ne skozi zoom, ampak človekovo oko na kameri, subatomski delci koagulirajo, subatomski materija koagulira v fizične delce. Dokler jih pa opazuje kamera, je pa to možnost, valovanje, možnost nekega obstoja. Ko pa ga pogleda človeško oko, oni v hipu postanejo delci. Ko živa zavest zraven, ne? Tako, no in to je ta princip kogita, telesnega kogita, to je telesna prisotnost drugače vzpostavlja človeško zaznavo, delovanje in stvarjenje, ravno zaradi tega, da kadarkoli smo telesno prisotni, proces stvarjenja, vplivanja, delovanja poteka na drugačen način, oziroma na bolj stvarjenski način, kot pa če je to skozi šipco, skozi računalniško, skozi ekran. To se pravi, da tle se vita, iz tega se da marsikaj izvesti in tle se vidi, da telesni kogito je res kralj stvarjenja človeka kot individuuma, ker človek je tisto, kar samega sebe naredi. Vsej dobimo priložnosti, ampak če ne narediš tega, če ne prideš sem, če ne greš tja, če ne potuješ, če ne delaš te dejavnosti, če ne greš košarke igrati, če ne greš na Metodov val, če ne greš na to predavanje, potem se ti neke stvari ne zgodijo.
In obratno, na stvari, ki bi bile lahko destruktivne, pa se jih ne udeležiš, recimo, je dejansko tudi pomembno. Meni se zdi bistvena implikacija tega to, da smo stvarniki, so stvaritelji sveta do veliko večje mere, kot bi si mislili. Še posebej svojega sveta. Lejte, se to je bilo že ves čas, ne? Samo da tega nismo vedeli. Torej, kogito je najbolj bil ves čas. Ne moramo reči, da ima človek zdaj, ki je bolj kogito, kot je bil bandiki. Ampak enostavno tam so skušali pogledati, kaj misli Bog, kaj hočejo Platonove ideje, kaj hoče Bog, oče stvarnik srednjeveškega metafizičnega modela v krščanstvu in tako naprej. In smo skušali temu zadostiti. Projicirali smo ta kogito na Boga. Z novim vekom, z rojstvom ega in njegovega kogita, pa se kar nekaj pojavlja zavedanje Pišuka, da se jaz odločam, kaj vidim, kaj spoznam, kje se udeležujem, s kom pridem v stik in kaj v končni fazi naredim. In to je temu je spravil novoveški kontinent, ki ga je Krištof Kolumb odkril v tem svojem prvem pogledu. In ta isti novoveški kontinent je tudi človekov ego je bilo tega prej v tem smislu sploh ni bilo. Nikoli se ni prej govorili, razen z nekaj izjemami, recimo Avguštin v 4. stoletju našega štetja, niso govorili, recimo antični filozof, jaz pa mislim, da je to tako, za razliko od tega, jaz pa mislim, da je to tako. Nikoli niso tako govorili. Torej, vedno se je govorilo, ve se, da je narava takšna, ideje, vse teče in tako naprej. Skratka, ni bilo tega kontinenta, s pomočjo katerega človek pravzaprav sam odloča, se razpostavlja po času in prostoru, učinkuje, se giba, naredi nekaj ali pa ne naredi in s tem ustvarja svoj svet. Boga in samega sebe. Bi prebrala kar tukaj na pletnico, na zavihek smo dali par kratkih odlomkov iz knjige, pa tako malo za okus bi vam prebrala. Recimo, za inteligenco miselnega kogita je značilno, da že po naravi ne razume življenja. Razum, ki je njeno orodje, v osnovi ne razume, da razvoj živega bitja ni slučajen. Recimo, to mi je zanimivo, da razum ne razume v bistvu. Zelo dobro s tem, ko si to četvernost, štirirazsežnost človeka tako jasno postavil, nekako tudi razumel, odvzemaš malo na moči. Ker jaz mislim, da je bil miselni svet je zdaj preveč preferiran v tem času. Če pogledate, kaj se otroci učijo v šoli, to je vse preveč mentalno. In zato se mi recimo takile stavki zdijo pomembni. Torej, življenje se uči, jaz pravim, s pomočjo skrivnosti. Torej, če hočeš življenje razumeti, moraš biti ponižen do njegove skrivnosti. Torej, mi ne vemo, zakaj se rodimo, mi ne vemo, zakaj umrjamo in kdaj umrjamo in zakaj, kaj leži do smrti. Torej, ta osnovna ponižnost. Torej, življenje je večje od vseh drugih fenomenov. In z razumom mi ne moramo razčleniti, mi ne moramo najti vzrokov, niti zakaj se rodimo, niti zakaj se staramo, niti zakaj nekoga zgubimo, niti zakaj smo drugačni od drugih, niti zakaj je bilo to, pa ni bilo drugo, niti zakaj, eno umre prej. Ampak, če pa se potopimo v eno drugo razsežnost, razumevanje, čez intuicijo, pa to postane potem malo drugače. Še posebej, naprimer, če smo pri intuitivnem kogitu, pomen življenja, ko gledamo nazaj, zakaj se mi je nekaj zgodilo in potem počasi razumemo, zato je bilo potrebno. Neko dogajanje v srednji šoli, nek prelom na fakulteti, zakaj nisem jaz mogel filozofije študirati. Jaz sem se zaljubil v filozofijo, sem šel v gimnaziji, sem šel v knjigarno in sem vzel filozofsko knjigo, sem v momentu zaljubil v filozofijo, ampak
takrat ni bilo nikogar, ki bi mi pomagal, da to sploh prepoznate in sem pač na to pozabil. Potem smo pisali pri pouku filozofije spis in sem pisal 5, samo zato, ker sem imel knjigo, pač 2 strani sem pogledal in sem se ful, ne, vuf, in je rekel, pa kje si to prepisal knjigo? Nisem, ni verjel, ampak mi dal vsem 5, ne. Ampak potem, ne, potem ti tvoj mentor pove, to je bilo potrebno, Matjaž, ker si šel najprej v naravoslovje, si bil inženir, pa si bil astrolog, kozmolog, pa si bil psihoanalitik, pa ne vem kaj, ne, in si prišel potem k nam. Ampak takrat vidiš ta pomen, ne, cele poti, ki jo prehodiš, zato da pravzaprav je nečemu namenjena, tudi rečemo. Jaz sem bila pa obratno, jaz sem hotela pa psihologijo študirati skupaj s filozofijo, ampak to ni bilo mogoče, ne, posmeren študij. No in jaz sem pa šele na vašem inštitutu prišla pod psihologijo, v bistvu sva se izmenjala krog, sva se srečala. Ok. Potem ima pa še en kratek odlomek, ki nekako povzame na hitro vse te 4 razsežnosti. Miselni kogito bi razmišljal o principih, ki vladajo arhetipu in njegovemu vzorcu. Psihični kogito bi se zazrl v arhetipsko koagulirano podobo, ki jo je z občutki luminoznega in strahotnega pospremil njegov proces sanjanja. Telesni kogito pa bi ustvaril, modeliral fizično podobo, ki bolj ko je arhetipska, bolj je splošno prepoznana kot kolektivno pomembna. Edinole intuitivni kogito pa bi se neposredno potopil v samo participacijo s predsimbolnim. Ja, to je predsimbolno in malo tako, ampak nekaj izrazov, ki ti razumeš. Zato ti pravi, povej, malo pojasnim to. No, zdaj recimo se prepletajo oni. Neke tirnice, a ne, ki obstajajo, a ne, recimo vsaka mati ve, kako ravnati z otrokom, ali pa 99% tih rodi otroka, približno ve, kako ga prijeti, kam ga, čeprav ga še nikoli ni imela otroka. In tudi ta otroka, ne, ima ta problema, ne, kako bo ta zdaj naredila to intimno vez, ne, kako bo on, ne, kako začel, kako bo on najdel, kako bo on končno začel delati, ne, to vez, ne, kako bo začelo to mleko teči, ne, ampak, a vidite, to je arhetip, ne, nihče ne ve, noben od njih tega ni prej zavestno počel, ne, mati je seveda, ker bi reči, da je poštuca, ne, ampak se tega ne more spomniti, ker je pač to prezgodaj, ampak na nek način se to zgodi, ne, ko pademo noter. Torej, to prst noter, a ne. Ali pa recimo Vesna Kragel, ki je urejala večino, ali pa prve moje knjige o alkimiji, mi je pravila, jaz sem pač ne vprašal, če je bila urednica in rekla ja, in nikoli ni bila prej urednica. Ampak pa so šla enkrat na kafe in je ona rekla, Matjaž, kako se reče temu, da jaz vem spontano, instinktivno, samodejno vem, kaj moram kot urednica početi. Kako, a ne se lotam, kako me energija zajame, da nisem utrujena, pridem iz svoje službe, ki je čist nekaj drugega, in potem jaz to urejam popoldne in izgubim vso utrujenost in ne vem kaj. Ja, vidite, to je arhetip. Torej se pravi arhetip. Pač nek Hermesov, merkurski, uredniški arhetip pisarja, urednika. In zdaj, tako nekako, ne, sem jaz te, pač razumem te arhetipe, ne, temu je tudi v alkimiji, ne, je bilo to Jung videl, da je to nekaj, čemu so alkimisti rekli unio mentalis, to se pravi, da, ali pa po slovensko bi temu rekli poravnava z arhetipom. To se pravi, da obstajajo določene dejavnosti v življenju, ki so arhetipske za nas kot individume, ki pokrijejo naš arhetipski vzorec. In te arhetipske tirnice se da iz lastne rojstne karte prebrati, ne? Dobesedno tako, torej svojega lastnega osebnega kozmograma prebrati, ampak jih je treba pač tudi na nek način začutiti in potem, ko jih imaš, veš, kaj počneš, kaj je tisto, kar počneš in ti daje energijo,
in se ne utrudiš dejansko. Potem greš spat zato, ker veš, da je jutri naslednji dan in da se vseeno moraš malo spočiti. A veste, to so te arhetipske tirnice, ki so po eni strani veljajo za vse človeštvo, po drugi strani ima pa vsak človek malo drugačne. In ti arhetipi, ki lahko s pomočjo kozmologije, ki tudi metodi IPAL, to je pol v naslednji knjigi, uporabljamo za osebnostno rast, za prepoznavanje svoje lastne, avtentične in individualne poti. Torej, tukaj pridemo potem do nečesa, kar sem nažalost moral narediti, in ko sva z Alenko tukajle, oba dva bila v izolaciji, v tem prvem navalu COVID-a, marca 2020, tukaj, jaz sem pa tukaj Alenko z avtom v Šiško, kar je zelo težko prenašala, ker je rada samostojna, takrat je sprejela, da jaz sem v službo, ker ni bilo avtobusov, in smo tukaj kuhala. Jaz sem pisal, pač imam druge stvari počela in sem prišel do tega, da smo takrat se tudi ta knjiga rodila, by the way, da pravzaprav ta pojem, Jungov pojem kolektivnega nezavednega, da ga, če hočem to knjigo napisati, da ga moram razgraditi. Torej, ker arhetipi ne more biti kolektivno nezavedno iz enega samega zelo preprostega razloga, da so oboje individualni in hkrati veljajo za kolektiv. Oni so pred delitvijo na individuuma in kolektiv. To se pravi, oni v neki obliki veljajo za individuuma in v drugi obliki veljajo za kolektiv, ker jih vsi poznamo. No, to je bila ena glavnih zadev tukaj noter, pa tudi mislim, da Jung mi ne bi zameril. Če bi on formuliral kogito na takšen način, pač izven psihologije, torej, kjer je psihični kogito samo ena od kategorij, bi se zagotovo strinjal, da pač ne moramo reči kolektivno nezavedno, ampak arhetipi so oboje pomembni, enako pomembni za individuuma in za kolektiv. Zdaj, tle se res vidi, Jung v rdeči knjigi, vis-a-vis Junga v zbranih delih, ker v zbranih delih je hotel biti pač psiholog in tam je on potem podobo Boga enačil z osebstvom, medtem ko v rdeči knjigi je to ločeval. Podoba Boga pa osebstvo je pač videl kot dve ločene zadeve. Ko sem videla, da je gospa prinesla srček kot darilo, sem rekla, moram prebrati tole. Centralni telesni organ, ki predstavlja center človekovega bitja, niso možgani ali glava, temveč nekaj bolj središčnega in odločilnega. Parabola zanj se pojavlja v vseh duhovnih izročilih. S tem, ko po žilah poganja kri, neposredno odgovarja za življenje. In kakor teče kri po žilah, tako teče tudi življenje po meandrih entelehije, pač utelešenega bitja. Čeprav je srce fizično izjemno impresivno, je njegova simbolna podoba najmanj enako pretresljiva in pomembna. To spet kaže na premik v en drug center, ven iz glave, kjer smo vse prevečkrat. Torej, intuitivni kogito pomeni pač srce, torej ne telesno srce, ki pa tudi ni psihično srce, ki ni psihična ljubezen, ker psihično srce obstaja, ampak duhovno srce, torej srce kot center, s katerim prepoznavamo pomen, namen, namembnost življenja. Torej, točno vemo, ko očistimo pravzaprav glavo raznih misli, ko se psihično umirimo, takrat potem lahko to zrenje nastopi, ko vidimo, kaj je zdaj pomen mojega življenja, kaj je sveto v mojem življenju, kaj je tisto, za kar se absolutno želim angažirati in postaviti na prvo mesto, za čim grem in zakaj živim. To je najbolj na kratko, kaj pomeni srce v tem čistem, intuitivnem, duhovnem pomenu. Seveda to intuitivno, duhovno srce ni fizično srce, ampak se upada. A veste, ko imamo mi težave s srcem, recimo, imamo tudi težave s srcem na vseh ostalih ravneh.
pravzaprav vsaka fizična manifestacija, simptoma, zagovor manjčina, v travmi, je tudi odsev tega, kaj je pravzaprav tisto, kar manjka, ali pa tisto, kar je bilo poškodovano na duhovni ravni. Travma je poškodba duha. To je, pač mislimo, da je poškodba duše, in tudi je, ampak je poškodba duha. To se vidi v depresiji. To se vidi v nezmožnosti zaupanja. Zaupanje prav tako lahko definiram, opredelimo, opišemo, obrazložimo kot duhovni fenomen, ne kot psihičen, ampak kot duhovni fenomen, zaupati v življenju. Rečejo, kako že rečete Primorci, upam, a upaš nekaj, kako je že to upati kot zaupati, kako že reče? Ne, da ne upam, da ne zmorem v bistvu. Ja, tako je, upam, da ne zmorem. Skratka, gre za zaupanje, gre za zaupanje. To je v bistvu srce, torej srce, vedno si predstavljam, ko si moram spomniti, kaj je intuitivni kogito, da se spomnim čarovnika iz Oza, in tega leva, kaj je potoval, da bi najdel srce. Tako presunljiva podoba, on je prestrašen. Kositerni drvar, ja. Poguma manjka. No, poguma, isto. Pogum, ja, levo je manjkal poguma. In to je to. Pogum, pogum, da zaupam. Kljub poškodbi, kljub travmi, kljub izgubi, kljub futi, kljub zavračanju, kljub nečemu, da še vedno zaupam. To je srce. Se izvorno izhaja iz korajža, iz latinščine srčnost. Korajža. Iz srčnosti izhaja latinske besede. Me veseli, da ste se oglasila, ker sem hotela zdaj v publiki dati besedo. Vidva sva že 35 minut tukaj z besedami. Dajte še vi kaj dodati, vprašati, povedati, karkoli. Prosim. A bi lahko tole, ker ste omenjali duhovno srce, mene ta srčnost pa vse to me zelo ni velik izziv v razmišljanju. A bi lahko to rekli kot osebno poslanstvo? Ja, torej, kdaj pa začutimo osebno poslanstvo? Kaj pa je potrebno za osebno poslanstvo? Tukaj je najbolj en sklop enih dejavnikov, ampak dobro, prvič nek občutek samega sebe, ki mora biti dovolj kompleten, človek mora biti dovolj razvit, da ve, kaj hoče, ampak je tudi več od tega. Torej, ta namembnost, ki se skriva zadaj za občutkom poslanstva, je malce globlja zadeva. Torej, v filozofiji igra zelo veliko vlogo pač vsega začetka, od 6. stoletja pred našim štetjem naprej, bit, človekova prva bit. Torej, človek se razvija kot manifestacija njegove lastne biti, svet se tudi razvija kot manifestacija njegove lastne biti, ves čas ta bit, ona hoče postati in skozi človeka, skozi svet in skozi Boga in ves čas ona zaupa, da se bo lahko na koncu koncev vendarle čim bolj kompletno pokazala. In pravzaprav ta intuitivni kogito je najbližje tej dimenziji prve biti. Tukaj je entelehija noter, entelehija, ki jo omenjam, je malo drugačna od Aristotelove entelehije. Tam je bila entelehija, je bila noter je telos, en telos, torej postati nek smotr, oblikovati se v neko smotrno obliko, ampak tukaj, v novoveškem smislu, pa je ta entelehija malo drugače pojmovana. Hans Drisch jo je opisal kot organizatornost človeka. In sicer, da najbolj obstaja v človeku, v vsakem človeku kot kolektivu in v človeku kot individuumu neka organizatornost, ki ga organizira, tako kot se on organizira. To je zelo pomembno, v kombinaciji, sploh če pogledamo Bogdanova, on je bil pa v Rusiji, bil Leninov tovariš, tudi tudi njegov nasprotnik, in on je govoril tudi o organizatornosti. Organizatornost pa pomeni, da pravzaprav je en skupek nekih pravil, kako je
nekaj, oziroma v tem našem primeru, človek organiziran. Vsak človek je organiziran na svoj način, vsak človek se organizira pač bolj ali manj uspešno, ampak ima neko svojo organizatornost. Je način, kako on je način, kako on postopa s samim seboj, s svojim urnikom, s pomembnimi drugimi, z okoljem. In ta entelehija je najbrž nekaj, kar je pravzaprav tudi zelo blizu temu, kar v metodi IPAL gledamo v kozmogramu. To so arhetipski, individualno pogojeni, arhetipski vzorci, s pomočjo katerih postajamo individuumi. No, in zdaj, da malo preskočim, pa da sam najavim tretjo knjigo. In to je to, kar je Jung videl kot podobo Boga. To se pravi, obstaja en določen zapis v človeku, v individuumu, ki pomeni njegov razvoj kot individuuma, in ta zapis je svet zapis. Ko to prepoznamo, to je Vodnarjeva doba. Zdaj, človek sam je samemu sebi izpolnitev, ampak ne tako, ne človek kot kolektiv. Ne bo ti pomagali, da boš ubogljiv član kolektiva, še kako moraš biti. Moraš upoštevati zakone, moraš plačevati davke, moraš se pokoriti, moraš nadaljevati vrsto ali pa kaj drugega takega početi. Skratka, ampak potem, ko mečkam to kolektivno naloge narediš, potem imaš lahko tudi individuuma. In ta pot je sveta. To je ta pot te prve biti, ki se potem razkriva v tem novoveškem metafizičnem modelu kot oboje, kot človek, kot individuum in človek kot kolektiv. No, mogoče sam še da ne bom predolgo to, Jung je ločeval med kolektivno podobo Boga, ki je duh časa, imenoval ga je Abraxas, in duh časa je to, kar je zapovedano trenutno. In ker je trenutno na kolektivnem planu sveto, recimo svete so zdaj maske bile, sveto je bilo izolacija, Saturn v Vodnarju. Sveto je bil delo na razdalje, sveto je bilo netelesno druženje, spet Vodnar, Uran v biku in tako naprej. Ampak kreativno bilo pa sveta nekaj drugega. To se pravi, kolektiv ima skozi nekaj, kaj je sveto in skozi bombardira in prepričuje skozi pač novice in vse to, kaj je sveto. In vse to je treba upoštevati. Vis-a-vis tega kolektivnega Boga je potem osebna podoba Boga, ki je pa človek sam kot individu, tam ima pa vsak svojo pot. In seveda zdaj ta kozmogram, rojstna karta je pač zemljevid tega, te poti, in ta kaže na njegovo organizatornost, če se lahko nazaj vrnem, in to je treba s srcem prepoznati. Glede, ne pomaga, gledati svojo, recimo, kozmološko karto, astrološko karto, z razumom, ki ti nič ne povedaš, ti skaj imam malce v dvojčki kvadrat. Nič mi ne pove. Učbenike beremo, vsi zmišljeni, nič ne pove. Ampak, ko se pa malo poglobiš, pa razumeš na ravni intuitivnega srca, pa razumeš, ne more biti bil arhetip, ker ga čupem, ker ga vidim, ker ga doživljam. To je ta nivo srca, duhovnega srca, razumevanje pomena svojega življenja, ki ga lahko s pomočjo pač tega, ko vidimo svoje arhetipske tirnice, kako smo organizirani, kako smo se inkarnirali, ponovno, prišli nazaj, da bi nekaj dokončali, da bi nekaj pač do konca naredili. In ko je slidan poslanstvo IPAL-a, zato sem danes prinesla to simbolično srce. Prav to, da najdemo to pot. Ampak lahko še nekaj vprašam, ali bo kdo drug prej, pa bom jaz pa kasneje. Kar dajte, da nadaljujem. A si, Matjaž, naletel na... Mene bi zanimala tvoja razlaga Kantovega uma, ki je nekaj drugega kot razum. In na to Borut Ušlaj velikokrat opozarja na to razliko. Ta Kantov je zelo pomemben tudi za etiko, za etična ravnanja. Kako ti to vidiš? Torej, Kantov
Kantov je temeljno povezan z enotnostjo, ki je iza tega polja, s katerim se ukvarja razum, ki operira s pojmi. Torej, je iza te pojavnosti, to, kar je on imenoval, kar je Kant imenoval transcendentalna enotnost, kot neko enotno polje, in ko prideš noter, je pravzaprav si povezan s to enostjo. In to je ta enost, ki je še predsimbolna, je pač Ošlaj imenoval predsimbol. Torej, še preden je simbolizirana, še preden ima neko obliko, je enoten. In zdaj ta unikum pozicije, v kateri je novoveški človek, je v tem svojim novim kontinentom, svojo Ameriko, je pač to, da človek sedaj prvič ta uporablja skozi svoj miselni kogito. Kot razum, Ker ta je vedno bil v zgodovini na prestolu Boga. Pri Aristotelu je izenačen kot nous, kot nous je to Bog, je Bog, je Bog. Pri Platonu je tudi zelo blizu njegov Bog, rokodelec, obrtnik, ki je pa demiurg, pri Platonu je tudi zelo blizu tega uma. V novem veku, pa v moderni in postmoderni dobi, pa je tudi človek s svojim miselnim kogitom. Ampak, da bi človek ta miselni kogito lahko pravilno uporabljal, se mora vračati na to polje predsimboljenja, na to polje enotnosti, kjer doživlja konjunkcijo. In to je odkril Immanuel Kant, ker se njega samo nisem nobene tople vode odkril. To je bilo že vse napisano. Zakaj konjunkcionis? Kant ves čas govori o tem, kako se razum mora popustiti, se vrniti na to območje enotnosti, ki je iza njegovega mišljenja, in doživeti združenje s to enotnostjo, se tako rekoč očistiti, iti v centrifugo in potem na novo razmišljati, tako da ni nikoli nič mislil. Torej, ta razum se neposredno resetira. Kot računalnik, vsakega časa prav, posodobi pa ne morem več, posodobi ne, pa spet dober. In točno to je to, točno to je ta razum, je treba pravzaprav odvreči vse koncepte, vse pojme, iti v neznano, ne vem, se skopati na nič stopin, skratka, narediti nemogoče zadeve, razmišljati na najbolj nov način, zato da se resetiraš. In to je ta odnos, uma, razuma, in zato je to konjunkcionis. Jaz sem potem šel za tem, da bi opisal tudi ostale tri ravni kogita na ta način. Torej, da tudi psihični kogito se rabi vrniti v to enotnost. Torej, vsakeč, ko gremo spat, se naš psihični kogito vrne v nezavedno, torej v psihično predsimbolno, da bi tam na novo oblikoval podobe svojega dosedanjega in sedanjega življenja, in potem vzniknejo podobe skozi sanje ali pa skozi aktivno imaginacijo, ki so dejansko sintetične podobe, ampak so zaradi konjunkcije z nezavednim nastale. Zato je to kogito konjunkcionis. Potem, vsakič, ko mi gremo, danes je bilo o narativih veliko govora strani Oraveca kot zdravljene travme, ko gremo mi v velike narative, recimo antične zgodbe, miti, arhetipi, ko gremo vanje, naredimo konjunkcijo z intuitivnim predsimbolom. Kaj naenkrat razumemo, zakaj recimo življenje matere poteka po določeni tirnici, zakaj življenje očeta poteka po drugačni tirnici, zakaj življenje otroka poteka po tretji tirnici in tako naprej. In potem telesno predsimbolno, ki je pa najbolj zanimivo, tle je pa tudi mogoče malo drugačen pogled na telesno sebstvo, ki ga zagovarjam, in to je to, da pravzaprav to, kar je moje telo, je telesni ego. Vse to, kar jaz vidim okoli sebe in s čemer imam interakcijo, moje telesno sebstvo. Torej, ni slučajno, da sem jaz zdaj tukaj z vami, da govorimo to, kar zdaj govorimo, ker ste vi del mojega osebnega telesnega sebstva. In jaz sem vaš del, da ste bili povezani.
se pravi ne ego, telesni ne ego so pomembni drugi, najbližje okolje, s katerim sodelujem in s katerimi imam interakcijo in s pomočjo katerega se razvijam in jaz in moje okolje. To pomeni, da telesno predsimbolno doživim vsakič, ko se razpadam. Ne? Razpadam se skozi bolezen, skozi norost, bodi si norost v samem sebi, bodi si norost pri drugem, poškodbe recimo. Ne? Vi vsi veste, kako recimo telo, kako se telo razpade, vsake toliko časa smo bolani. Ne? In tudi bolani smo bili kot kolektiv, skozi COVID. Ne? Torej, telesni, kolektivni kogito je bil bolan. Vidite, to je zelo velika zadeva, ki sploh ne vemo, kaj pomeni. To se pravi, to telesno predsimbolno, mi se vrnemo, se spojimo s telesnim predsimbolnim in tisti čas je telo v nuli. In veliko krat tudi umremo v takem stanju, ko se telo razpade, počasih ne, se vrnemo pač na nov način, in se pač telo na novo obnovi. Vidite, tudi telesno predsimbolno obstaja. In zato je cogito conjunctionis je ta naslov, ker pomeni to stalno vračanje v stanje nestrukturiranosti, ki ga hote ali ne hote ves čas vršimo. Neka dinamika, ne? Ja, no se to, cogito dinamika, ne? Svet ni ustvarjen enkrat za vse, ampak se ves čas ustvarja. Ker vsakič, ko trepnem z očesom, naredim novo sliko, novo podobo sveta, ki je pogojena zgodovinskostjo prejšnje, ampak je tudi nova. Kako te vidim danes, Suzana, te še nisem videl. To je že Heraklit, a veš, v isto reko stopimo, pa vendar stopimo v drugo vodo, ker je tista že od tega, ta isti princip. Še kakšno misel? Smo se dali eno uro, ali? Ja, Vem, da tudi nastane, ko se to govori, potem nastane pa poslušalstvo, je takšen zid, da tudi lahko malo nabijajo se te ideje, kako spet ven dam, tudi ne pričakujem, da bo zdaj ta zid kar podrede, lahko se tudi kaj napiše na Facebook ali kamorkoli, ali pa zdaj drugič. Torej, zavedanje, da lahko vsak dan prinese drugačen pogled, da vsak dan lahko prinese drugačen pogled, da vsako jutro lahko prinese drugačno dejanje in s tem stvarjenje sveta. Je tako pomembno kot celo življenje. Torej, ves čas do smrti imam možnost pogledati drugače. To je v bistvu dela na sebi, s pomočjo cogita conjunctionis in potem cogita metodom, ki smo ga potem aplicirali v naslednji knjigi, ki upajmo, da bo kmalu, torej metoda IPAN. No, ker to je prva knjiga, uvaja zbirko Antropodiceja. In naslednja knjiga, ki jo že piše, sem že kar veliko naredil, je ta Cogito metodum, potem pride pa Cogito imagodei, kjer bo pa še o tej podobi Boga več govora. Te tri zaenkrat že imajo fiksne naslove in na njih tudi že delam, potem pa se pustimo presenetiti, kaj še pride naprej. Koliko bo Bog dal, A si se pri tem intuitivnem Cogitu kaj srečal z Baruchom Spinozom mogoče? Ja, ves čas. Ves čas sem o njem razmišljal, ampak nažalost potem nisem, ali pa ne vem, na srečo, kakorkoli, nisem bolj šel v ban, ker mi je bilo enostavno preveč ambivalentno. Sem pri intuitivnem Cogitu, torej Platon seveda, od teh idej, potem so pa Helmut Plessner, Hans Frisch, Bogut Šlaj, Scheler, Bergson, ki je bil tudi Nobelov, Fichte, ta pisar. On je recimo imel ta predavanja, on je pa rekel. Jaz sem, ko sam ga sebe postavim,
In tako je on povedal, to je intuitivni ego. Ne? Kadar jaz samega sebe postavim, jaz sem in to sem. In tako je on govoril. In potem je dal predavanje, da v nedeljo zjutraj. Takrat, ko je bila Maša. Zdaj, kam, se tukaj je tudi pol, ne, da tega je tudi prišel v konflikt s cerkvijo, ne, ampak on je dal tak, torej, ali bo šel Maša, zraven je imel tam pač tisti svoj razred, ne, in potem je tam to učil, ne. In tam so ljudje padali v nezavest, ko on to govoril, ne. On je imel tako energijo, ne, rekel, ja, če sem, pol sem, ne, in to, pač tako je to bilo, ne, in tako se je pač ta intuitivni ego, intuitivni kogitovejeval, ne, pol na njegovi osnovi so bili pol Bergson, Scheller in tako naprej, ne. Torej, to stvarjenje, ne, ki je bilo prej v domeni pač stvarnika Boga očeta, ne, kar naenkrat s kogitom preide v metasimbolno dejavnost ustvarjanja samega sebe. Tako kot se naredimo, tako imamo. Ne, to je pač. Bog je vsem. Ja, takrat je. Drugače, lahko ga pa tudi ni, ne? Če ne naredimo, če ne ustvarimo, ga ni. Ne? Torej, nastane svojo lastno dejavnost. Dejavnost, ne, kot del kogita je pač ta, ki ustvarja sebe, svet, pa tudi podobo, a ne tega, kar je svetov, podobo Boga. Mislim, da smo zdaj, a bi še kaj, ker smo zdaj res že skoraj 1 uro in tako se, nihče vas ne podi domov, mi ostajamo še tukaj in se lahko še pogovarjamo. Ja, še za jesti. Ja, ste videli 2 pici, mene je res skoraj kap, ko sem videla. Tako da bomo zdaj uradni del kar zaključili, pa se lahko še pogovarjamo naprej. In čist za konec, ta knjiga se že prevaja v ruščino in angleščino. In bi prebrala en zelo kratek delček iz predgovora v Kruski izdaji. Napisala ga je Oksana Kuznecova, doktorica psihologije in jungovska analitičarka pa psihoterapeutka. Takole je napisala o knjigi. To je knjiga o celostnem človeku. O človeku, ki razmišlja, čuti, intuitivno ve in deluje. O človeku stvarniku. To je knjiga, na koncu katere ni pika, ampak elipsa. Knjiga, ki v bralcu prebuja notranji dialog in mu pomaga biti v dialogu s svetlobo sveta. To. Hvala vam za pozornost, se družimo še naprej.